Torej, predstavljamo prvi roman Miklavža Komelja z naslovom Skrim je sneg. Najprej bi se rad zahvalil Roku Dežmanu, ki je omogočil to predstavitev v okoliščinah, ki so precej objektivno problematične. Torej, predstavljamo Miklavžev prvi roman in to je slovesen dogodek, kot je pač vsaka predstavitev prvega romana. V tem primeru pa še nekoliko bolj svečana priložnost, ker je Miklavž Komelj že zelo uveljavljen literat. On je predvsem znan kot lirični pesnik, sicer je tudi izdal dve krajši prozni deli, dve deli za otroke, pred kratkim je izšla njegova dramska pesnitev, poleg tega je Miklavž tudi urednik, esejist, to so zelo zanimivi eseji, ni dovolj znan celo kot esejist, torej prevajalec. Napisal je tudi nekaj teoretskih del z področja likovne teorije, teorije literature in teorije filma in tudi riše in slika. Torej Miklavž se je precej zgodaj odločil, da bo napisal svoj prvi roman, kajti treba je poudariti, da za razliko od mnogih literatov Miklavževih let je Miklavž izjemno mlad. Tako da je ta roman njegovo mladostno delo. Naj kot zanimivost povem še to, da je ta roman izšel kot 25. zvezek Knezove knjižnice. To je neka zbirka, ki je izhajala pri Slovenski matici med letoma 1894 in 1935, šlo je 25 zvezkov. Imenuje se po Antonu Knezu, to je bil bogat ljubljanski trgovec, ki je velik del svojega premoženja zapustil Slovenski matici prav s tem namenom, da bi iz obresti od tega volila matica izdajala knjige. Torej, bilo je rečeno njegovo navodilo, da naj bodo te knjige poučne in zabavne v narodnem duhu, na osnovi katoliške vere, vendar v svobodomiselnem smislu. In Slovenska matica je torej odločila obnoviti to ime te Knezove knjižnice in po dolgih desetletjih zopet izhaja, torej tokrat 25. zvezek in sicer roman Miklavža Komelja. Torej, če gremo zdaj k sami knjigi, vsebini, torej v enem stavku bi lahko rekel, da je to roman, avtobiografski roman o Miklavževem doživljanju škofa Leniča, njegove bolezni in njegove smrti. Obsega neko obdobje proti koncu Miklavževe osnovne šole in v začetku Miklavževe gimnazije. In zame osebno je bilo to še posebno vznemirljivo branje, zaradi tega, ker se jaz tega obdobja do neke mere spominjam, torej nekih dogodkov, ki jih Miklavž opisuje, se dobro spominjam, namreč midva sva hodila v isto osnovno šolo in takrat je bilo to, ta Miklavževa očaranost z škofom Leničem izjemno očitna, torej to so stotine ljudi so za to vedele, to je bilo dramatično, Miklavž je bil glasen, to je bilo teatralično. In jaz sem že takrat domneval, da mora biti podlaga tega, da mora biti ozadje tega neka težka, neka intenzivna osebna zgodba. Da to nikakor ne more biti samo nek teater za vzbujanje pozornosti, ampak da ima neko močno substanco. Torej, jaz sem Miklavža osebno spoznal nekaj let kasneje in ga nikoli nisem o tem spraševal prav iz občutka obzirnosti, ker sem pač domneval, da je to neka intenzivna osebna zadeva. In zato sem bil toliko bolj presenečen in navdušen, ko sem opazil, da Miklavž v tem svojem romanu zelo neposredno, zelo iskreno, direktno piše prav o teh stvareh. In torej, seveda v romanu pride do izraza Miklavžev literarni dar, Miklavžev občutek za okras, za detajle, Miklavževa ljubezen do asociacij, paradoksov, do preteklih časov in pač polno je nekih
liričnih utrinkov in teoretskih pasosov, ampak vse to prihaja, torej v zvezi z vsem tem prihaja do izraza Miklavževa izrazita rahločutnost, ki pri njem povzroča vzhičenost. In zato bi rekel, da če pustimo slog, če samo o substanci govorimo, bi vendar rekel, da je to, seveda, smrt je ena pomemben moment v tem romanu, zato je to vendar v nekem smislu neko težko branje, zelo intenzivno, zelo osebno, iskreno in zato težko branje in bi rekel, da je precej nepodobno vsemu, kar v zadnjem obdobju izhaja, torej seveda, kar jaz poznam, jasno, da ne poznam vsega. No in počasi bova zdaj prešla k vprašanjem, rad bi preden začnemo vseeno še navedel neko moje manjše nelagodje, namreč to je le neko izjemno delo in bi si želel, da bila moja vprašanja, da ne bila tako klišejska, da je bila bolj izvirna. Ampak po drugi strani, kakršnakoli že izvirna vprašanja bi se domislil, nikakor ne bi mogla zajeti, ker to je tako bogato besedilo, da bi še tako izvirna vprašanja zajela pač samo neko njegovo plast, neko sfero. Tako da itak, če kdo želi dobiti pravi vtis, pač mora brati. No, sedaj pa počasi prehajava na vprašanja. Prvo vprašanje se tiče prav tega avtobiografskega momenta. Torej, gre za avtobiografsko zgodbo in najbrž bi ti želel kaj o tem samem momentu avtobiografskosti že tako povedati. Jaz bom mogoče še kakšno pod vprašanje imel, recimo, že vnaprej povem, da me zanima, kakšen je kako ti doživljaš to razmerje med izpovedovanjem, izrekanjem svoje intime v tvoji lirični poeziji in v tem avtobiografskem romanu. Skratka, to in kar bi ti želel nasploh o avtobiografskosti tega romana povedati. Lepo pozdravljeni. Zdaj, gotovo se stvari, ki jih pišem, se med seboj intenzivno povezujejo. Tako da določene formulacije, ki sem jih pisal v času tega romana, so pravzaprav na podoben način se pojavlja tudi v nekaterih pesmih iz istega časa, ki jih bom objavil ali pa ne bom. Vendar pa gre vseeno za zelo različne postopke pri pisanju poezije in proze, čeprav, kot si že sam nakazal, ta roman gotovo ni neka standardna, tipična proza, je pravzaprav nekako zroba proze ali pa preizprašuje to pisanje, tudi samo formo romana. Tukaj niti nisem nek, da bi rekel, poseben ljubitelj forme romana kot takega, zelo pogosto, ko berem kakšne romane, pravzaprav jih ne preberem tako zelo veliko, zelo hitro sem mi zastavil svoje vprašanje, zakaj pravzaprav od mene neki pisatelj pričakuje, da zdaj me sledim v neka njegova akcidentalna, recimo, stanje razmišljanja. Zdaj, kako se mi pa zdi pri samem pač pisanju, ne, tako običajno se poudarja, recimo, dosti bolj pri poeziji sama forma, kot pri proznem pisanju, ne. Zame osebno pravzaprav še zahtevnejša prozno pisanje, pa več dela s samo formo zahteva. Nekako mi je mogoče naravnejši vers, ne. Skratka, mi je to proza na neki način bolj stilizirano besedilo. Izhaja pa pravzaprav iz neke zelo, cel ta tekst, nikakor ne iz odločitve, da bi pisal neko
avtobiografijo, ampak so se na neki način tudi avtobiografski momenti avtobiografski, ki se povezujejo z zgodbo škofa Stanislava Leniča, o katerem vas čas govorim, so se pravzaprav pojavili že kot posledica nekega teksta, kako, na kakšen način o tem govorim. O katerem pisanju. Ki se pojavi pravzaprav nek nenapisan tekst spominov na dogodke, ki jih še ni. Zato je zdaj ta nenavadna datacija na koncu knjige je realna datacija, ker se pravzaprav to besedilo, ta knjiga ves čas dogaja v relaciji do nekega nenapisanega teksta, pa do teksta, ki obstaja pred to knjigo, ali pa ki ga ta knjiga poskuša doseči, ali pa ki ga pisanje te knjige pravzaprav pušča nenapisanega in o tem pravzaprav ves čas tudi pišem. To se tudi povezuje s podobo snega, ki se pojavi v teh sanjah, obenem pa ima tudi tukaj strukturno funkcijo te snežinke, ki imajo filigranske, minuciozne strukture, padajo druga na drugo, te strukture se prelamljajo in hkrati ustvarjajo neko praznino, neko belino. Skratka, ta agregat, ta nakopičenje teh drobnih struktur pravzaprav ustvari neko praznino pri sneženju. In tudi v pisanju te knjige ima pravzaprav ta funkcija fokusirana na detajle in tako naprej, ima neko tovrstno strukturno funkcijo v razmerju do celote. Zdaj, kar se tiče avtobiografije, seveda so tukaj močni avtobiografski momenti, me pa, kar se tiče opisovanja biografije avtorja v neki tekst, se mi zdi vedno najbolj zanimivo, kar je o tem razmišljala in pisala Džuna Barnes, ki jo tudi prevaja, pripravlja prevod njene drame Antifona, ki je drama, v katero je ona postavila neke najbolj traumatične dogodke iz svoje osebne zgodbe, osebne biografije. Obenem je pa govorila, jaz nikoli ne dajem avtobiografije v tekst. Prav ljudem, ki se jo sprašvali o teh ozadjih, jaz ne dajem avtobiografije v tekst, tudi nekako ni rada govorila o zelo osebnih zadevah, obenem pa o najbolj osebnih traumatičnih zadevah na najbolj direkten možen način pisala v tem tekstu in tudi drugih tekstih. Ja, podobno je tu. Ja, tam so še malo bolj traumatični dogodki, gre za seksualno zlorabo in tako naprej. Ampak potem je, zakaj, to je na videz nek paradoks, ampak ona je potem to zelo lepo pojasnila v nekem pismu, v katerem piše, kako je pravzaprav o razliki med pripovedovanjem nekih privatnih dogodkov in temu, kako so v neko umetniško delo lahko vključeni ti dogodki na način, da niso izdani, da niso izbebetani, da pravzaprav ostajajo skrivnostni, da pravzaprav zahtevajo od bralca neki vstop, kot neko iniciacijo, da se z njimi stopi v razmerje. Skratka, na ta način to se mi zdi pravzaprav smisel pisanja recimo o vključevanju nekih avtobiografskih momentov v neki tekst, ne zgolj pripovedovanje o sebi. Tudi da vse zadnje najboljše knjige popolnoma na videz po formi avtobiografske imajo, ne vem, ta tradicija od Avgustinovih izpovedi naprej, recimo to tukaj govori o sebi, ampak govori o sebi v relaciji z Bogom. On tukaj ne pripoveduje zato, da svojo daje neko
pomembnost svoje osebe, pa pravzaprav razmerju človeka do absolutnega, kako delujejo neke sile skozi človeško življenje kot tako. In to daje moč tej njegovi knjigi globino, ne pa zgolj to, da je avtobiografija. Pravzaprav to osmišlja, da on sploh pripoveduje svojo avtobiografijo. In kako ti vidiš to razmerje med neki, recimo, objektivnimi dejstvi, ki bi se jih dalo teoretično preverjati, in domišljijo, ali pa še bolj sanjami, oziroma še bolj, recimo, nekim intimnim utrpevanjem eksistence. Kakšno je tvoje razmerje? Ne mislim v tem romanu, ampak nasploh mislim v tovrstni literaturi. Ja, tukaj nastaja vedno eno so pač neki zapiski. Jaz sem v času, ko sem to pisal, sem ponekod tudi pravzaprav pokažem, kje. Mislim, da je dosti evidentno, kje sem res uporabljal neke zapiske iz tistega časa, ki so pa pogosto zapiski o vsaj ne vidim z najbolj bistvenih stvareh, recimo, mogoče tisti, ki so najbolj bistveni, si nisem delal zapiskov, se to je pogosto tako, skratka, jaz sem bil v tem času, v katerem govorim, izjemno veliko sem pisal, pa mogoče potem ravno tistih ključnih stvari, pa ne, so ostale nenapisane. Je pravzaprav to, da če sem nisem napisal, dala največjo težo nekam dogodku. Kar se pa tiče te razmerja med nekimi, tukaj pa lahko pridemo čisto na avtobiografije, že kako se neki dogodki obnavljajo v spominu, že če se poskušamo najbolj neposredno spominjati nekih dogodkov, pa to prikličemo iz spomina in samo faktografsko poskušamo zapisati, smo, vsaj moja izkušnja je taka, pa gotovo ne samo moja, potem lahko zelo presenečeni, ko recimo odkrijemo neke zapiske in je popolnoma druga stvar. Seveda, včasih bi jaz rekel, da je več resničnosti v tvojem spominu na nek dogodek, ker odraža neko tvoje doživljanje, kot pa potem, če slučajno po nekem naključju odkriješ fakte, ki so bili nekoliko drugačni. Če se pojavi vprašanje resničnosti, ki se ga bo še dotaknili. Ampak je ne eksistencialne resničnosti. Tako, nedvomno, vse tukaj, včasih. To so sploh zelo presenetljive. Zanimive, stvari, recimo, obstaja taka zelo zanimiv, recimo, avtobiografski roman, en tak zelo nenavaden, od Oskarja Daviča, po zanimanju Samoubica. Obstaja potem še nadaljevanje tega romana, drugi del, ki se je izgubilo, ampak je ohranjen rokopisek, delček rokopisa se najkrat dobil, pa še zdaj ni bil objavljen. No, ampak ta prvi del, ki je pa bil objavljen, on tam nekako sam poudarja, da se je to napisano tako, da nek način je avtobiografska knjiga, ene stvari so pa očitno domišljijske, Potem ne veš kaj, pa v čem je več resnice, ampak ravno seveda forma nekega romana to na poseben način omogoča. Skratka, pravzaprav v odnosu do poskušanja, posredovanja nekih takih izkušenj, ima seveda forma romana eno veliko prednost, ker ravno dopušča pravzaprav ne kombinacije dejstev z izmišljevanjem, ampak pravzaprav tisto resnico, skozi katero se dogodki predelujejo v času, že kot inherentno resnico v samih teh dogajanjih, ki seveda v neki faktografiji je pa to dojeto kot nek odmik od tega. Preden greva k tem težkim temam, bi samo še eno malenkost o slogu vprašal. Namreč, recimo, vzemimo samo tisti pasus o snežinki, poglavje z naslovom Orgija, pa tudi nasploh v tekstu je polno nekega minucioznega detaljiranja, nekih lepih drobnarij. In zanima me, in pač tvojega občutka za neke lepe drobnarije, zanima me torej, kako ti razumeš pomen lepih drobnarij pri umetnini in kakšen je pomen tega drobnega detaljiranja pri podajanju neke substance v tem konkretnem razumem? Tukaj prav to poglavje, ki je bilo omenjeno, na nek način ravno tematizira
razmerje med obojim, med tem detajlom in substanco, pa med brisanjem substance ali pa pač med evokacijo substance skozi neko odsotnost, skozi neko nevidnost. To poglavje je pač postavljeno nekako vmes, pretrga to pripovedi je na nek način zelo konkretno, na nek način zelo abstraktno. Koliko je pa dolgo je enih 10 strani, 121, ja, malo manj, ne, je ena sama poved, ena sama poved, ki je delno nekateri detajli so bili celo pisani ob fotografijah nekih konkretnih snežink. Malo baročno zveni. Da, tukaj je veliko, pravzaprav v tej knjigi je veliko omaža baroku, na vse zadnje se velik del romana dogaja v okolju, ki je zaznamovano z baročno umetnostjo. Tukaj lahko pač prepoznamo to Ljubljano, Škofijski dvorec in tudi katedralo, stolnico, ki je tudi samo te pač opisi dovolj prepoznavni, skratka s to baročno umetnostjo in tudi precej omažal baročni poeziji, recimo v tem poglavju o snežinkah, vem, da nekje, mislim, da se nanaša na Vincencija da Filikaja, krasnega baročnega pesnika, danes premalo poznanega, nekoč je bil celo v tem prostoru znan, celo Stanko Vraz ga je za moto svojih čunabi uporabljal, njegov citat, danes pa nekako pozabljen pesnik, pa eden najčudovitejših italijanskih baročnih pesnikov, pa potem aluzije na enega popolnoma neznanega, tudi baročnega pesnika, ki imam slučajno pač, ki imam doma njegov rukopis in se na ta rukopis nanašajo tudi odlomki, tudi sintatično ponekod je neka moje, na trenutke v tem poglavju že moja ljubezen tudi do takih posebnih labirintskih pojavov v baroku, kot je gongorizem, recimo, ravno tudi prevajam Sor Juana Inés de la Cruz, ki je pač eden najčudovitejših primerov gongorizma v baročni poeziji, tako da te stvari so mi zelo blizu, imajo pa seveda tukaj izrazito neko strukturno funkcijo, te detajle, tudi ta ljubezen do nekega tudi ornamenta, se mi zdi, da večkrat, ko sem gledal recimo kakšne stavbe v Firenci, da se mi je vedno isto zgodilo ob katedralnem Čotovem zvoniku, ko gledaš te mase, iz katerih je stvar postavljena in potem ta minuciozna ornamentiranost, kako je pravzaprav ima ta ornamentiranost strukturno funkcijo, da nekako brez tega ornamenta te mase ne bi bile tako resnične, ne bi bile tako dosežene, da je to kot nekaj, kar pleza po njih, kar jih pravzaprav zares pripelje v ta svet. Skratka, po drugi strani ta naslov Skrime sneg je citat Srečka Kosovela, to enega lističa iz njegove zapuščine v Nuku, ki sem ga imel celo čast pač v svoji izdaji dotlej neobjavljenih Kosovelovih zapisov, tudi prvi objavi. Samo en listek je gor piše Skrime sneg, najprej kot naslov, potem pa še spode Skrime sneg kot tekst. Meni to je najlepših listkov iz Kosovelove zapuščine in sem tukaj pač uporabil ta citat za naslov. In Srečko Kosovel je tudi eno zelo zanimivo misel o ornamentu rekel in sicer napisal je pismo jeseni 1925, skratka v tem času, ko ga povezujemo s konstruktivizmom, z nekim gibanjem, ki par excellence ni posebej naklonjeno ornamentu. Srečko Kosovel pa piše v tem času: ljubim ornament, zato da se nikomor ne razkrijem. Zdaj, da Skrime sneg skrivati ima tudi eno s to igro razkrivanja in zakrivanja, ki je spet ena baročna lahko igra, se tudi s tem povezuje. Ampak skratka, če je recimo Adolf Loos je napisal tisto znamenito knjigo Ornament in zločin, ki je naredila toliko škode arhitekturi, ki je
kako bi rekel, osiromašila arhitekturo, jo kako bi rekel, speljala v deviacijo, ki še danes traja. On te piše Adolf Loos. Adolf Loos je še imel občutek, ampak je pa pač začetnik neke deviacije. In Adolf Loos pač primerja ornament z zločinom. Skratka, zdi se bo nekaj neetičnega ornamenta, če samo te čiste gmote. Medtem ko jaz bi ravno videl pravzaprav eno etično funkcijo vsakega ornamenta, ravno v približanju teh gmot, sploh v doseženju, v tem, da postanejo pravzaprav resnične ali pa na en ne tako nasilen način navzoče v našem svetu. Ja. No, potem počasi prešla k nekem smislu glavni temi, torej smrt, staranje, minevanje, propadanje. Seveda klasična tema, ki se jo ti lotevaš na nek svoj način, tudi v svoji lirični poeziji, večkrat so neke lobanje, trupla, razpadanje in tako naprej. Torej, preden bi jaz kaj bolj konkretno vprašal, morda bi ti želel kaj več o tej tvoji obsedenosti smrtjo povedati. Moja obsedenost, to mi je nekoč očital profesor Janez Brečko. To obsedenost je seveda, če smo prej govorili o baroku, to je seveda ena največjih tem baroka, tudi baročne poezije. Celo v slovenski baročni poeziji najdemo čudovite v Libarkacionu, Karnolikaru, recimo, s to tematiko verze. Sem pa mogoče tukaj ravno poskušal smrt nekako ločiti od smrtnosti. To je pravzaprav ne enačiti smrti s smrtnostjo. Ja, sej bova prišla na to. Tudi bom en krajši citat prebral v zvezi s tem. Rad bi te samo še prav konkretno na tvoje izvajanje prideva, bi te rad še vprašal, tukaj je ena taka zelo klasična formulacija o tem, kako je pravzaprav človeška minljivost v nekem smislu ena temeljna tema v umetnosti, to je formulacija sedanjega srbskega patriarha Porfirija. In mene pravzaprav zanima, a se ti poistovetiš, do kakšne mere se ti s to formulacijo poistovetiš, do kakšne mere pa ti to tematiziraš na svoj lasten način. Torej, Porfirij Perić je rekel, torej glede umetnika, rekel, on ne predstavlja zgolj dejstev prostora in časa, v katerem se nahaja, temveč izhajajoč in prepoznavajoč njene deviacije, ki diskreditirajo človeško dostojanstvo, tako človeka kot osebe kot skupnosti. Torej, umetnik, izhajajoč iz tega, prikazuje svojo vizijo sveta, kakršen bi po njegovem moral biti in ne kakršen je. Kakršen bi moral biti v smislu boljšega stanja dostojanstvenika, boljšega stanja dostojanstva tako posameznika kot skupnosti. Seveda to pogosto zadeva tudi aktualne teme, aktualno problematiko, kdaj je to povezano s socialnim kontekstom, v katerem se umetnik nahaja. Ampak glavno je to, da pri umetnosti, pri umetnikih najpogosteje obstaja neka metafizična osnova. Namreč pravi patriarh Perić glede na to, da umetnost ne samo osvobaja umetnika od omejitev njegovega individualizma, egoizma in samoljubja, temveč je v svoji umetnosti umetnik soočen s prvo in zadnjo ter najstrašnejšo omejitvijo človeškega rodu kot takega, to pa je minljivost in smrt. V tem smislu ima umetnost prav kot nekaj, kar ima v sebi metafizično jedro, tudi metafizično težnjo in hrepenenje. Torej, to je ena taka zelo lepa, zelo na nek način preprosta, ampak taka temeljna duhovna interpretacija. Mene zanima, do kakšne mere se ti istovetiš s to interpretacijo pri tvojem tematiziranju človeške smrtnosti in oziroma do kakšne mere so pri tebi stvari drugačne. Ja, mislim, to je taka dosti splošna, tako da bi težko nekaj dodajal ali oduzemal. Zdaj, kaj to pomeni, recimo, lahko različno razumemo, kaj je to svet, kakršen bi moral biti. Zdaj, lahko je, to lahko gledamo na različne načine, lahko v smislu, neke želje po
popravljanju sveta, da vidimo svet kot neko napako, lahko pa pravzaprav to, kar bi moral biti bolj to, kaj ga v resnici konstituira, da to postavljamo, mogoče še bolj, to je pač, ne vem, gnostične tradicije so imeli, ne vem, svet je napaka, delo enega dobrega demiurga in potem ga z nekim spoznanjem ti popravljaš ali pa odrešuješ, kar je seveda fascinantno, je pa to v bistvu zelo nevarno, mislim, mogoče ravno iz tega največ zla lahko nastane, tako da je na neki način mogoče gre... Ne, to je mogoče bolj mišljeno, da je ena temeljna stvar, ki človeško dostojanstvo prizadene, sama smrtnost. In da je umetnost pač neko naprezanje proti smrtnosti kot vsaka človeška ustvarjalnost. To je, ta roman poskuša presegati Sam na nek simbolen način, mislim, to ni klasična metafizika, ampak se pa stalno dotika in poigrava s klasično metafiziko. Seveda se dotika, seveda se je, ker tudi eksplicitno tematizira. Se je pač to nekaj, kar je po eni strani metafizično, po drugi strani je pač jedro same izkušnje, eksistence, tudi jaz pač v času pisanja sem še kako udeležen v tem, se mi zdi, sem zelo globoko pravzaprav vstopil v nek čas, v neko stanje, v katerem tukaj pišem paralelno, se potem tukaj neka nova zgodba spet pojavlja ali pa v samem procesu se ta smrt spet na en drug način postavlja in tudi iste zanke recimo postavlja tudi meni kot pišočemu, kako pravzaprav, kje je tista točka, kjer lahko rečemo, se osvobodimo smrti, gremo preko nje, ali je to ta prvoosebni mladenič v knjigi, pravzaprav je ves čas na nek način precej histeriziran v odnosu do smrti, ne pusti umreti temu škofu. Zelo mu je sama misel, da bi nekaj bilo izgubljeno, že misel, da sonce bo čez nekaj milijard let ugasnilo, ga spravlja v neko metafizično ali pa tudi čisto fizično grozo. In tukaj seveda na neki točki potem odgovor tega škofa je pravzaprav, zakaj mu ne pusti umreti, pravzaprav, To si tu bi rad prebral zdaj. Ključen odlomek. In tukaj potem spet na kakšen način to odzveni, koliko se ta mladenič tega zave, kaj mu pravzaprav on sporoča. Ker to je bilo splošno, tukaj bom zdaj bolj konkreten, kajti to, kar si ti napisal, vse pač na svoj način se ta mladenič s tem sooča, ampak to je zelo blizu enemu klasičnemu duhovnemu pojmovanju, kar je tukaj izrečeno na tem mestu. Tukaj napiše in poudarjam, da obstajajo še mnogo čudovitejši odlomki v tej knjigi. Zdaj govorim zaradi vsebine, po slogu so še mnogo bolj lirični odlomki. Torej, gospod Škof, vse to moje noro izpovedovanje ljubezni, ki spravlja okoli stoječo v zadrego, noče nobenega spomina na vas, ampak hoče vaš glas. Kako lahko rečemo, da je nekdo nekomu rešil življenje, če ga je iz smrti potegnil nazaj v tisto življenje, ki misli, da je življenje samo zato, ker je nasprotje smrti? Kako naj nekomu rešim življenje, ne da bi življenje in smrt postala nekaj drugega? Kako naj nekomu rešim življenje in ostanem v življenju, ki je nasprotje smrti? Kdor ne prepozna življenja v tej smrti, ga ne prepozna nikjer. Ne rešujem življenja iz ljubezni do življenja, ampak iz ljubezni do te smrti. Vsak njen noht je pobarvan z drugo barvo. Rešujem življenje, ker je smrt samo moja, tako popolna smrt, da je smrt smrti. In potem se ti pogovarjaš s smrtjo v španščini in potem pa pridemo do tega odlomka, kjer pač umirajoči škof pove tako, torej pišeš, poklicali so me naj pridem, da bom videl, kako bo škof čudežno shodil. To je takrat, ko je začel prepevati zopet.
Ležal je v postelji, zraven je stala gospa M. Gledal je mimo nje, njegov obraz je bil neizmerno svetlo in neizmerno žalosten. Poglej, tukaj je ena staroverska gospa, ki verjame v čudeže in ki misli, da ne smem umreti. Ampak zakaj? Zakaj jaz ne bi smel umreti? Moja mama je umrla, moj ata je umrl, vsi so umrli. In z globokim in obenem visokim glasom se je vrnilo rjovenje, tokrat tiho in roteče ponavljajo. Vsi umreti, vsi umreti, vsi umreti. Ko so vstopili neki drugi ljudje, jim je razlagal, kako bo izsilil, da ga vrnejo domov. Gospa Mrt je stala v postelji, kakor da je ne bi bilo. On je hotel živeti, ne preživeti. Kdor hoče preživeti, hoče biti mrtev. Kdor hoče živeti, kdor hoče biti živ, potrebuje močno zdravilo smrti in potem vidi, ali je smrten ali nesmrten. In vidi, ali je smrt res smrt, ali je bilo to njeno lažnje ime, ki si ga je otrgala skupaj z lažnimi trepalnicami Ave Marija. Skratka, to precej spominja na neke klasične krščanske formulacije o smrti, ki je vzeto njeno žezlo prav skozi smrt samo. Poskušam, tukaj je kar več glasno besedilo, tudi zdaj, če tukaj je tudi kar neke intertekstualnosti, recimo ta ideja, ta formulacija o tem, kako pravzaprav življenje ni pravo življenje, če je definirano kot življenje samo kot nasprotje smrti. To je iz Karla Schmidta, recimo, podobno misel korespondira zgolj, pa močno zdravilo smrti je referenca spet na Mišimo, čeprav se je v enem čist drugem kontekstu. Skratka, tukaj to je ena taka eno poskušanje moje, v katerem pravzaprav težko ga veliko komentiram, nekako je upisano v sam tekst, se mi zdi, da najbrž vsaka bo različna. Ja, to je treba brati, v kontekstu je treba brati. V vprašanju čisto tega, kaj dejansko naredi, kaj odpre, kje najde dejansko neko pot skozi, recimo ta smrti. To se povezuje tudi z nekim sonetom, ki sem ga pisal v tistih dneh, pa sem ga izgubil in ga večkrat poskušam najti in tako naprej. Skratka, vse se v nekih paralelnih časih dogajalo. Seveda, celoten roman je zelo bistveno zaznamovan z krščansko metafiziko, v odnos do nje se postavlja spet z ene posebne perspektive. Zdaj to kako, v čem je dejansko premaganje smrti, to je mogoče ravno seveda te škofove besede, tukaj je zelo bistveno, govorijo na nek način seveda ravno spet v tem nedržanju, neko zelo tisto ne pustiti umreti je pravzaprav način, ki lahko marsikaj tudi umori. V tem romanu pravzaprav je, on tukaj izreče te besede, na nek način tam nekak krču ostane po njih. In na nek način ravno jih ne uspe jih nositi in nekako se oddalji, nekako dejansko pusti umreti na tej točki škofa. Skratka, je neka teža na koncu romana, neka bolečina, pa neka naloga, ki je na začetku, se na koncu pravzaprav samo še z večjo težo postavi. Tudi ta smrt tukaj nastopa tudi kot neka figura neke zapeljivosti, recimo, in kje je zdaj. Tako je, kar je ena kompleksna zadeva. So pa to ključne stvari, seveda, v romanu. Prav v zvezi z smrtjo bi te vprašal še o tem prehajanju identitet in o združevanju identitet, ki je ena značilnost tega romana. Me zanima, zakaj je
ta nenavadna stvar tako močno prisotna, da ti večkrat doživljaš dve osebi kot eno, ali pa da osebe prevzamejo identiteto druge, recimo tudi ti sam recimo si podoživljal smrt duše Počka, in tudi ti si na trenutke se identificiral z škofom Leničem. A ima to prehajanje in združevanje identitet kako posebno mesto? Torej, zakaj je ta stvar tako pomembna v tem romanu v zvezi s smrtjo? Ja, očitno ga ima, mislim, ravno smrt je tista, ki postavlja identitete pod vprašaj. Obenem je seveda, ravno to je tudi nekaj, kar je pisano, tudi opis moje, recimo, izkušnje, ki sem ga našel potem, tudi kje v literaturi, recimo pri Cezarju Valjehu, v tem času, ki ga tukaj opisujem, to se meni zelo pogosto, pa tudi če kasneje kdaj dogaja, da sem po dve osebi zamenjeval, ki se nista bili neč podobni, sem mislil, da sta ista. Celo zelo lahko bi ena lepa, ena grda, pa sem mislil, da sta ista. Mislim, dobro, kaj je lepo, kaj je grdo, ampak no, je seveda. Skratka, s tem sem imel na trenutke skoraj probleme, no? Tako da je to neka vznemirjenost, kaj daje pravzaprav identiteto neki osebi, je dejansko tudi opis neke moje izkušnje. Tukaj se pa seveda v sami strukturi romana se v 11. poglavju do neke drastičnosti razvije. To je poglavje, ki se pravzaprav začne kot govor škofa temu mladeniču, potem se ne bi bilo jasno, kdaj spremeni govorec in je govorec tega mladeniča, škofov in vmes so še besede smrti. Skratka, en tak obrat, ki pa ni obrat, ki je hkrati premočrten. Tudi ko pač ta mladenič začne razmišljati o škofu, pravzaprav kako se ga on lahko spominja, kako ga on doživlja, pravzaprav ga vedno preko sebe. Ne vem, ko govori o njegovem glasu, njegov glas čuti tako, da on sam imitira njegov glas, čuti njegov glas v svojem grlu. Zdaj, kako sem do tega prišel, tukaj je dejansko zelo veliko avtobiografskih momentov, zelo pogosto je to način moj doživljanja drugih oseb. To se pa seveda povezuje tudi z enimi takimi bolj veliko filozofskimi vprašanji, kako sploh ustvarjamo realnost. To sem hotel vprašati. Namreč, preden prijemo na realnost, to je sploh resno vprašanje, bi te vprašal o doživljanju drugega. Torej, tvoj roman, to me je silno ganilo, je posvečen duši Stanislava Leniča. Ne vem, zakaj me je ta drobni dodatek, ne da je posvečen Stanislavu Leniču, ampak duši Stanislava Leniča, to me je silno ganilo. In mene, torej, zanima me, kako ti razumeš drugega v romanu. Torej, gre seveda, kot si začel, za roman, ki opisuje tvoje doživljanje, tvojo intimo, tvojo eksistencialno situacijo, tvoje doživljanje realnosti in domišljijo in sanje, tudi v nekem smislu tvoje kreiranje realnosti. Tega se tudi če dotaknila, če v časa makoče ne zdaj to. Kakšna je po tvojem mnenju možnost nekega realnega javljanja drugega v tvojem svetu? Ne drugega, kot ga ti doživljaš, ampak realnega javljanja njegove osebe, njegove hipostaze skozi svet, ki ga v nekem smislu vsakič znova ti kreiraš. Torej, kako razumeš to, kot sem rekel, možnost realnega pojavljanja drugega, njegovega glasu, ki dejansko pride avtentično od njega v tvojem svetu? Kako to razumeš v tem romanu in kako to razumeš nasploh? Ja, to je spet zelo ključno vprašanje. Mislim, da se dosti eksplicitno pravzaprav roman s tem ukvarja, ne na način, da bi pravzaprav dajal nek enoznačen odgovor. Ne, to ni filozofski, tematizira to raznih. Recimo, ravno tam, kjer pravzaprav se največ ukvarja s škofom, ga na nek način tudi prek sebe ta mladenič njegov lik doživlja, ali pa ga celo... Ja, se drugače se da. Ga celo je traumatiziran s tem
s to prezenco drugega, oziroma se ravno sprašuje, kje je ta meja, zato ker pravzaprav najgloblje to srečanje njune se zgodi ne v tem zunanjem empiričnem, ampak se zgodi v njegovih sanjah, ne, skratka v njegovi notranjosti in potem tudi način kako se potem srečata zunaj teh sanj, je zelo določen z nekim načinom, kako ta mladenič nek svoj svet gradi, ki je najbolj njegov ravno v tem, da je najbolj tuj, najbolj drugačen od nekega sveta, v katerem je običajno živo. Skratka, ta svet, ki je svet drugih, se mu kaže, drugih ljudi, s kakršnimi ni imel stika, svet katedrale, škofijskega dvorca, ki je v kontekstu nekega časa, v katerem se to dogaja, 80. leta, jugoslovanski socializem, pač nek svet, ki se zdi kot neko izginjajoči svet preteklosti in kot tak je pravzaprav tudi v odnosu do današnjega sveta, ker to vrstnega sveta ni danes. Ne? Ja, se gre tudi za javljanje drugih časov. Tako, to je zelo čas v tem romanu je zelo relativen. Tudi vse obstaja, ti pač lahko tudi vstopiš v nek drug čas, recimo na Ljubljanskem gradu. Pač tu se pokaže ta tvoja velika rahločutnost za neke pretekle lepote. Ne? Ja, to je zelo bistven del romana in tudi je zelo avtobiografski moment, nedvomno. No, ampak potem recimo ravno ta drugost... Možnost realnega javljanja druge hipostaze v tvojem edinem svetu. Je v tistih besedah ravno smrti, ne? Pravzaprav najmočnejša ravno v tem, kjer se potem ta mladenič sam ne zna soočati z lastno smrtjo. Recimo v tistem momentu je ta drugost najbolj v tistih besedah škofov, ki si citiraš, tam se spet v trenutku, ko se mora najbolj soočiti samim sabo, ne? Skratka, se upade najradikalnejša izkušnja drugosti z najradikalnejšim soočanjem, ali pa z zahtevo po najradikalnejšem soočanju samim sabo. Ne? In kako, zdaj tukaj je seveda tudi prej smo v teh kaj je tisto, kar naredi, recimo, ki ti kreiraš neko realnost, ki pa misliš, da jo kreiraš, pa v bistvu bežiš pred njo. Ta moment, recimo, tudi razmerje med potem neko socialno realnostjo, kaj je in med... To se na raznih nivojih tukaj kaže. Jaz bi te hočel vprašal ta odnos med realnostjo in domišljijo in sanjami in tvojim lastnim kreiranjem realnosti, neko objektivno realnostjo. S tem se precej poigravaš v tem romanu. Ne? Recimo, tvoje lastne eksistencialno utrpevanje neke situacije, pa domišljija, pa sanje. Kako razumeš ti razmerje tega do neke objektivne realnosti? Družbene realnosti? Ja, tukaj gre ravno, mislim, ta mladenič je tukaj dosti radikalen, on pač poskuša tako stopnjevati to, da bi imela to, oziroma preizkuša to mejo, kje je, ali lahko to imaginacijo tako stopnjuješ, da obstaja kot neka objektivnost. Skratka, kaj so pravzaprav tiste sile, ki v resnici obvladujejo svet, kar je seveda potem povezano tudi z vprašanjem, kdo v resnici sem jaz. Seveda, ne? In tukaj seveda, če smo prej govorili o tem problematiziranju identitet, nedvomno nisem tista parcialna identiteta empirična, s katero se pač v vsakdanjem življenju identificiramo, ne? Ampak gre za nekaj drugega, ko govorimo, kdo je jaz, kaj je jaz, to vprašanje, ki ga tudi Kosovič zastavlja v tragediji na oceanu. Torej, v zvezi s tem bi zopet citiral srbskega patriarha, namreč prav v zvezi z resničnostjo in z odnosom resnice in večnosti. Kajti seveda
resnica je v srbščini istina. Ne? In ko on govori o umetnikovem odnosu do resnice, govori o istini in pravi, resnica je tisto, kar je vedno isto. In s tem nerazdružljivo povezana z večnostjo. Glede na to, da je umetnost iskanje resnice, mora biti tudi iskanje večnosti. To pomeni, da je upor proti minljivosti, upor proti smrti, in potem govorijo o potrebi po resnici, potrebi po lepoti in tako naprej. Torej, kako bi ti razumel to tvoje umetniško ustvarjanje v odnosu do večnosti in do resnice, ki v srbščini je zato lepa beseda istina, ne? Do tega, kar je vedno isto. Torej, odnos tvojega umetniškega ustvarjanja do in istosti. To mi je izredno blizu, to mi je v tem večkrat, preden sem poznal ta citat, večkrat to poudarjal, kako mi je, ne vem, tu je to, ko ljudje hočejo, ne vem, skozi nekaj drugega delati, ne, da pravzaprav ideal je isto, ne, ideal je isto, najtežje, ne, da do istega pride, ne, to, če gledamo, kakšne najbolj sublimne umetnostne tradicije, kot so, ne vem, stara egipčanska ali pa tudi določeno dobe bizantinske umetnosti. Tam gre dejansko za to doseči isto, ne pa neke vedno nove novosti, variacije, odklone, ampak je ta istost pravzaprav, ki se izkaže seveda tudi kot najbolj, tisto, kar najbolj odpira pot imaginaciji, kar zahteva največ kreativnosti, poskus doseganja istega, izrekanja istega. Ne? Tako da tukaj je seveda, so pa lahko to tudi pasti, ne? Mislim, kdaj gre za res doseganje istega, kdaj gre pa za neko bi rekel, tisto slabo neskončnost vrtenja v krogu, ne? Tukaj večkrat tvegam, tudi v kakšnih pesmih večkrat tvegam, porabljam recimo repeticija kot postopek, ne? Ki je v svoje lahko nevaren, mislim, lahko vodi k istemu, lahko pa tudi naredi samo nek je surogat tega. Ne? Tukaj se pravzaprav tudi zavestno o tem sprašujem, ene stvari tudi do neke skrajnosti prižene naravnim postopkom. Ne? To je pač ena knjiga, ki je zelo singularna, mislim. Ne? Ni knjiga, da bi bo še tako, podobno, ne bo še tako, pisati podobno knjigo, ne? Je pač ena knjiga, ki je taka. Pa snuješ še kak drug roman, mislim, od popolnoma drugih stvari? Roman ne, zaenkrat imam tudi neke prozne stvari, pa bolj krajše, tako da ne vem, ne upam si to zdaj reči, kaj glede, ne vem, načrtov, tudi zdaj se ne obremenjujem pri pisanju toliko s tem, kako se označi neka pač zvrstno, ne, nekaj zdaj to, ne vem, nek tekst se reče roman, nek je novela, nek je črtica, ne, pravzaprav tudi kratka zgodba je lahko analogna romanu. O tem je rekel veliki urugvajski pisatelj Horacio Quiroga, je krasno rekel, kratka zgodba je roman očiščen nepotrebnosti. Tako da, mislim, ne, imam seveda tudi kakšne misli na kakšni daljši tekst prozni, ampak počasi, mislim, nimam pa napisanih zdaj kakšnih romanov novih. No, glede na to, da imamo dovolj časa, boš morda želel prebrati še kak odlomek. Jaz bi prebral še en odlomek, ki se pravzaprav dotika prav nekaj teh vprašanj, o katerih si zdaj govoril. To zopet ni eden tistih bolj liričnih ali pa bolj hermetičnih odlomkov, ampak se dotika več teh vprašanj. Torej, to je bolj iz začetka knjige, ker poudarjaš, da ti nisi začel zahajati v cerkev, da bi se zaščitil pred čem, ampak si ravno želel vstopiti v to. Ne? In praviš, ni šlo za to, da bi se z verjetjem zaščitil pred tem, kar se mi je zgodilo. To bo potem, zdaj prijemo do sonca, ki si ga omenjal.
V šoli sem nekaj mesecev, preden sem prvič stopil v katedralo, pobral s police ob oknu šolski atlas in ga začel prelistavati. Zemlja mi je bila vedno nekako tuja. A na notranjih platnicah so bili podatki o vesolju. Hlasno beremo sonce in tam piše, da sonce dogoreva, kako se zdaj krči, da čez nekaj milijard let pa se bo v eksploziji povečalo in bo uničilo zemljo, potem pa se bo spet skrčilo in na koncu ugasnilo. V življenju nisem čutil večje groze in isti hip me je prevzelo ogorčenje nad neresničnostjo tega, kar je pisalo. Če bi bilo to, kar je pisalo, resnično, ali bi to sploh lahko zares pisalo? To so ti paradoksi, ki me tako navdušujejo v tej knjigi. Če bi ta, ki je to pisal, zares verjel, kar piše, ali bi to sploh lahko napisal in ne umrl od groze? Kakšno resničnost bi lahko imelo, če bi bilo to resnično taka knjiga, kot je tale atlas? Kako bi se lahko kdo želel napisati to knjigo? Kako bi si kdo želel na zemlji zgraditi hišo, če bi vedel, da je ta hiša neresnična? Postalo mi je slabo, začelo se mi vrteti, stekel sem iz učilnice in vsa šola je bila neresnična, bila je laž, ki hoče pomirjati bitja v vrsti za klavnico, tako da se jim posmehuje. Nič me ni moglo raztresti, nič me ni moglo navrniti v stanje, preden sem to prebral. Po koncu pouka sem šel in sem se, namesto da bi šel domov, pa uspel nagoznati grič, na katerem je stal grad. Na sredi vzpetine sem se ustavil na mesto, odkoder so se videla okna podsrečnega stanovanja, v katerem sem stanoval z mamo. Nad njimi pa se je dvigovala katedrala, kot da mi stoji nasproti in govori z mano. Stal sem in gledal pomladno nebo in vanj zarisana stolpa in kupolo in potem strehe starih hiš in nisem mogel verjeti. Če bi bilo res, kako bi ljudje lahko gradili hiše? Če bi bilo res, kako bi lahko ljudje hoteli graditi hiše? Kako bi lahko kdo hotel postaviti hišo na nekem planetu, ki je obsojen na propad? Kako bi lahko kdo postavil hišo, ki ni resnična? Kako bi lahko kdo hotel postaviti nekaj, kar ni večno? In gledal sem italijansko baročno katedralo, ki je gledala svojima stolpoma, na katerih so v štukaturnih okvirih drvele ure in svojim pozelenjenim bakrom pokrito kupolo, kakor da gledam krotko žival, ki gleda in ne ve, da jo bojo ubili. In tako dalje, pač tu pride to do izraza, zakaj bi ljudje gradili hiše, zakaj bi ljudje karkoli počeli, kar ni večno. Potem zaključiš tako, ni šlo za to, da bi se z verjetjem hotel zaščititi pred tem, kar se mi je zgodilo. En sam pogled v sonce me je prepričal o arbitrarnosti človeških verjetij. Nisem razumel, kaj mi je kdo rekel, nisem pazil, kaj delam. Verjetje, da bo sonce čez nekaj milijard let ugasnilo, je želja po umoru sonca. Instinktivno sem vedel, da sonce ne more resno imati šolskega atlasa. In potem nadaljuješ, da se z religijo nisi želel pomiriti in potem priješ v bistvu že tem, poveš to glavno temo, če hočem zdržati sonca, moram zdržati eksplozijo, smrt sonca, si želijo tisti, ki ne vzdržijo eksplozije in potem pravzaprav preideš, seveda pol so ti čudoviti opisi baročne katedrale in tako naprej, potem že preideš v to glavno temo, v bistvu zdržati smrt, v to smer gre potem, torej, tukaj je že navzoča. Tukaj je že, to je na začetku knjige, ko se v bistvu vse začelo, ampak so že te teme navzoča. Tukaj je dejansko, tukaj gre ravno za to resničnost, za to, kaj pravzaprav, tukaj pač ob tem soncu, je seveda ta ideja konca sveta je upisana tudi v religiozne sisteme, v krščanstvo, konec sveta, to fizično sonce pade. Ampak tukaj gre seveda za en svet, ki nima sploh opore, za en opis sveta, ki pač neko fizikalno, materialno realnost postavi na mesto resnice. Ob tem me je recimo neka taka instinktivna odpor do tega. To ne bi bila znanstvena paradigma. Ampak znanost pa nikoli sebe ne vprašuje o lastnih osnovah svoje. To pa se dotika enega proznega teksta, ni roman, je kratka zgodba, 10 strani, ne vem, bo poslal sem ga reviji Sodobnost, a ga bodo objavili, ali se je zdel, bomo videli. To pa se povezuje pravzaprav ravno zelo, pa nisem
mislil na to sonce, ko sem pisal to zgodbo, ampak tukaj sem pa šel na zelo direktno tematizirati točno to problematiko, ker tukaj je tudi pač resničnost, ali bi bilo lahko napisano, če je resničnost, skratka ta resničnost napisanega, simbolnega in potem neka ta materialni svet znanstvene paradigme. To sem pa tematiziral v eni zgodbi z naslovom Svetnikove solze, kjer sem postavil skupaj, poskušal prizoriti pogovor, ki se je zgodil, pa v njem nimamo zapisal, namreč med Galilejem in Robertom Bellarminom, kardinalom Bellarminom. Seveda tukaj v tem pogovoru oba imata, kako bi rekel, oba si globoko spoštovanje izkazujeta v moji zgodbi, tudi v resnici sta se spoštovala, ampak seveda ni dvoma, da glede resnice je Bellarmino neprimerno tukaj o tem sem napisal zgodbo, tako da to je še korak naprej. Ja, hvala lepa, jaz sem svojo vrečo iztresel, razen če bi ti želel prebrati kak odlomek. Mogoče pa preberem zaključek 6. poglavja. Kje to je? En kratek odlomek. Potem je prišel veliki petek, dan Kristusove smrti, dan, ko ne zvoni noben zvon, dan, ko vsi zvonovi molčijo. Škof Stanislav je v katedrali vodil večerni obred. Hodil je laže, ves teden ga je bil zdravil neki bioenergetik, zdravil njegovo glavo, da se mu ni več vrtelo. Toda med obredom se je zgodilo nekaj nepremagljivega. Začel je peti. Toda med petjem liturgičnega besedila se je njegov glas popolnoma odlepil od njegovega sluha. Njegov glas se je med petjem nenadoma spremenil v rjovenje, popolnoma ločeno od njegovega telesnega sluha, povezano z nekim drugim, višjim sluhom, ki je vodil glas neusmiljeno, neizprostno, da je postal rjovenje. Glas je sledil neizprostnemu zakonu, ki ni bil več človeški, da je postal kot rjovenje leva v puščavi, tudi če se je lomil, tudi če je v ušesih poslušajočih zbujal usuplo sočutje, je bil neusmiljen, sam je bil svoj zakon, poganjal se je v globine in višine, sledeč neki drugi melodiji, ki si je ni še nihče upal slišati. Tudi če se je lomil, ni se mogel zlomiti, ker je bil božansko rjovenje in ves prostor je bil puščava, rjovenje leva v puščavi. Oglušil je zato, da je našlo svojo pot to rjovenje. Puščava je bila prekrita s snegom, šel je naprej, stal je negibno, toda rjovenje je šlo naprej, skozi stoletja, skozi tisočletja, nepremagljivo, neusmiljeno rjovenje. Oglušilo ga je to rjovenje, to njegovo večno rjovenje. Stropa so padala telesa, strop je bil odprt, na sredi stropa je bila bela ptica, grobnice v tleh katedrale so bile odprte, kamnitim angelom je drhtelo belo kamnito perje, temnica je odprta, kar je bilo zaprto je odprto, pot je odprta, milijonkrat od tega rjovenja, tako rjove lev, tako rjove puščavi, tako rjove v snegu. Tudi če je to rjovenje prihajalo iz nemoči, je bilo to rjovenje moč, absolutna moč. Absolutna svoboda, absolutni sluh, ki je vodil glas nezmotljivo, absolutno rjovenje, visoko nad pisavo in glasom. Hvala lepa, Miklavž, hvala Roku Dežmanu, hvala bodoči publiki.